Spoštovani, minuli vikend se je začel spomladanski del sezone v prvi ligi Telemach, ampak tako je divji ritem, brez odmora, že med tednom na sporedu, torej 20. krog. Zmaga, brava, remi, tako poteka že kar nekaj časa ta medsebojni odnos, bomo rekli. Marwan Nzuzi, kakšna priložnost za Bristriča je bila tole, krasna obramba Dermastije, ampak Bristrič bi tole preprosto moral bolje zaključiti kot na pladnju. Strela odbili so mu Raši, krasno Kurtović na sredini, odlično se bori Kurtović, še vedno Kenan Kurtović, ki strelja in tole bo kot za Muro. Zvis ponovno proti Koutru, dobra podaja, Kouter ima priložnost in brani Likar. Babula! Priložnost za Bravo je splavala po vodi, Žan Petrović, odličen predložek in gol za Kenana Kurtovića. 0:1, vodstvo Mure, začetek 76. ali konec 75. minute še ni pomembno. Žan Petrović s krasno asistenco. Dermastija. Bravašev, skače Faje, toda do žoge Antolin, Kouter proti Kasalu, Kasalo ima priložnost in 2:0. Niko Kasalo in najbrž je na začetku 83. minute Kasalo zdaj že zabil zadnji žebelj Krsto Brava. Niko Kasalo, 2:0. Kenan Kurtović, najprej iskrene čestitke za vaš debi, za vaš prvi gol v prvi nogometni ligi. Zelo mladi ste še, verjetno se tega gola ste se zelo razveselili. Ja, res je. Ful mi pomeni ta gol, želel sem ga od začetka, borili smo se in polko mi je uspel, nerealen občutek, kot da sanjam. Zdaj res sama tekma, celotna tekma je bila precej dinamična, predvsem drugi polčas, obe ekipi, gor in dol. Kako ste videli vi celotno tekmo? Imeli smo šanse, nismo jih izkoristili. Pol drugi polčas na začetku je bilo malo teže, smo se malo branili, rabili smo zdržati ta pritisk od ekipe in polk smo ga zadeli, prvi je bilo konec. Sedaj vemo, Mura 4 zaporedni porazi, neučinkovitost je bila tista glavna težava pri Muri, ampak sedaj, ko ste dosegli 2 v gosteh, v Stožicah, bo verjetno naprej lažje. Ja, zdaj nas čaka Aluminij v nedeljo in smo pripravljeni na to. Samo tole še prišli ste iz Celja, iz mladinskih, prej iz kadetske lige. Je tista konkretna razlika sedaj, ko igrate med starejšimi nogometašimi, predvsem prva liga. Kako vi občutite sedaj to razliko, ko ste stopili stopničko ali 2 više? Ja, definitivno razlika v hitrosti, moči, vse na drugem levelu in rabilo mi čas, da se navadim na ta level, ampak ko sem se navadil, mi je lažje. Še moram delati, ma uspeva. Kenan, hvala in srečno še naprej. Najlepša hvala. Sandin Handanović, znova poraz, čeprav dogajanje na igrišču ni enakovredno končnemu rezultatu, sploh če pogledamo s prizme vaše igre. Kako ste vi videli tekmo in kje vidite tisto največjo težavo, da ste znova izgubili? Ja, boleč poraz. Mislim, da si ga nismo zaslužili. Predvsem v prvem polčasu smo imeli priložnost za povest, tudi v drugem polčasu na srečo nam se ni šlo, oni so pa zadeli. Se je kaj konkretno spremenilo v tem pripravljalnem obdobju? Bravo, vemo, da je zelo dobro odigral prvi del sezone, nekaj odhodov se je zgodilo, ampak kako je v slačilnici? Je kaj drugače? Ne, zagotovo ne. Za fante smo veseli, da so šli korak više, principi so ostali pa isti naše igre. Sedaj vas čaka nova tekma Primorje, prav gotovo zahtevna tekma kot vsaka v prvi ligi.
Kaj morda reči pred tekmo s Primorjem? Ja, tekme se vrstijo eno za drugo, kar je še najboljše. Hitro bomo pozabili to tekmo in se pripravimo na soboto. Sandi, hvala in srečno. Hvala tudi vam. Darjan Slavic, iskrene čestitke za zmago, lahko rečemo zmago, ki ste jo še kako potrebovali po 4 porazih, pa po dobri predstavi v prejšnjem krogu. Tudi ta je bila, dobro, to boste seveda vi ocenili, ampak na koncu je tisto, kar največ šteje, so 3 točke, mar ne? Tako je. To smo si želeli, to je bil cilj danes, nismo blesteli. Bila je težka tekma, to je nasprotnik neugoden, kot vedno. Zdaj, če zamemo še za kup, da v Stožicah nikoli nismo zmagali, da je to prva gostujoča zmaga, je res en psihološki moment, ki je na 100% dvignil, ampak na koncu dneva, ja, zmaga je tu in smo srečni in zadovoljni. Predvsem drugi polčas je zgledal takšen, kot da je Mura ves čas varila. Pri rezultatu 0-0, veliko akcije z ene in z druge strani, na koncu pa predvsem mlada moč, ki je zadela Kenan Kurtović, je dosegal svoj prvi zadetek. Kako ste videli vi ta drugi del same tekme, ko ste dosegli oba zadetka? Ja, nekako se je čutilo to, da bo danes zmagala ekipa, ki bo zadela. Ker res je bilo enakovredno, oni priložnosti, mi dejansko borba za vsak centimeter. Težko je bilo kaj odigrati, ampak na koncu tudi v slačilnici polčasu smo si zadali ta cilj, nas čaka 45 minut, da zadržimo nulo in da dosežemo ta zadetek. Na koncu so še toliko bolj srečni smo, da smo menjave naredile svoje, poživele igro in dale neko mirnost. Na koncu tudi so bili igralci vključeni pri samih zadetkih, tako da vsaka čast vsem igralcem, tudi štabu. Evo, težko obdobje je za nami, tudi še pred nami, ampak ena potrditev, kako mora dati vedno vse od sebe in potem se te vedno vrne v življenju. Še nekaj besed o Kenanu Kurtoviću, 19 let je star, fant fizično izgleda precej konkreten, tudi za boj z prvoligaškimi igralci. Kako ga vi vidite? Ja, Kenan vsako sekundo si je prislužil na pripravah. Njegov odnos je res profesionalen, tudi med samimi pripravami, pravim, na samih tekmah, na samih treningih je izgledal zelo dobro, je rasel v formi in nekako čutili smo, da bo to njegov dan. Evo, prvenec med prvoligaši in zaslužil si je sam z delom. Darjan Slavic, hvala in še več takšnih tekem. Najlepše hvala tudi. Aleš Arnolj, nova tekma, nova težka tekma, ampak relativno nepravičen rezultat, če bi gledali celotno tekmo. 2-0 Mura na koncu tekme je izvlekla oziroma dosegla oba zadetka. Kako ste videli celotno tekmo? Ja, se strinjam z vami, tokrat pa res bi rekel nepravičen rezultat. Preprosto zato, ker v prvem polčasu je res, da smo zgrešili 2 praktično čisti priložnosti, kjer bi lahko povedali, imeli pa še 3 pol priložnosti, kjer je zmanjkala res samo še natančna podaja, da bi zaključili z golom. Tudi neposredno pred tem, ko smo prejeli gol, smo imeli v bistvu odlično priložnost, z desne strani je Venus lepo prodrl, žoga se je odbila malce neravno in potem prejeli ta zadetek, ki je praktično tekmo odločil. Tako da žal mi je danes zato, ker v bistvu pristop je bil bistveno boljši, bistveno drugačen. Morda so imeli fantje zaradi pretekle tekme malo preveč rezerve, da so bili malce preveč spoštljivi. Nismo bili čist v takšni obliki, ki bi si jo želeli videti, ampak vseeno dovolj dobri, da tekmo ne bi rabili izgubiti, ampak da bi jo celo lahko zmagali. Individualne napake je smiselno na takšni tekmi izpostavljati, oziroma se vam zdi, da je bilo preveč takšnih napak na sredini igrišča oziroma glede utekanj, da ste mogoče zaradi tega na koncu izgubili točko ali 3?
Ja, sigurno je bilo nekaj napak, ampak jaz mislim, da preprosto danes smo si preigrali bistveno več od nasprotnika, ampak nismo zaključili, nismo realizirali v tistem pravem trenutku. Je pa prišlo do nekaj napak, jaz tudi, tako kot sem rekel, verjetno so fantje čutili veliko odgovornost zaradi pretekle tekme in se je to v igri poznalo, da ni bilo te sproščenosti. Meni je pa tudi jasno, spet kar nekaj sprememb smo naredili v ekipi in potrebovali bomo nekaj časa, da se spet konsolidiramo, da igralci, ki prevzemajo določene odgovornosti, pridejo v naš način igre in da smo čim prej spet pravi. Ampak je tudi odnos igralcev po tekmi, videl sem, precej slabe volje oziroma neke žalosti strani nogometašev, torej imajo, se zavedajo svojih težav oziroma napak, torej jim ni vseeno. Ne, absolutno ne, to je že ta tekma in reakcija danes pokazala in danes smo bili, bom rekel, težje razočarani, bolj žalostni za to, kako se je tekma izpeljala, ampak to, ko sem rekel, če sem bil močno razočaran po tekmi v Kopru, sem pa danes lahko rečem le žalosten, da se ni zadeva izpeljala tako, kot bi bilo pošteno. Aleš, hvala in srečno na tekmi proti Primorju. Hvala.